Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine Združena levica, Luka Mesec. Hvala za besedo, gospod predsednik. Hkrati pa se vam zahvaljujem za odlično izhodišče za kritiko tega proračuna, ki ste ga podali prej. Namreč ta proračun je treba prijeti skozi ideologijo, ki jo uteleša. Prva točka te ideologije je, da je treba znižati proračunski primanjkljaj. In to ta proračun počne na zelo specifičen način. Na prihodkovni strani ne bo naredil nič. Torej, ne bo novih davkov za bogate, ne bo novih davkov na luksuz, ne bo novih davkov za kapital, pa čeprav so ti polovico manjši kot v primerljivih državah Evropske unije. Bodo pa zato rezi na odhodkovni strani, torej konkretno 30 milijonov manj štipendij, 93 milijonov nadomestil za brezposelnost in dodatno razgrajevanje socialne države in pravic, ki jih državljani te države zaenkrat še imamo. Premier Miro Cerar take politike upravičuje z gospodinjsko logiko, torej država kot gospodinjstvo mora v krizi varčevati. Ampak to je seveda samo izgovor. Namen teh politik ni, da bi se izvlekli iz krize, tudi rezultati zadnjih 6 let kažejo, da take politike krize niso rešile, ampak so jo poglobile, ampak je namen popolnoma nekaj drugega. Namreč, kot je pravilno že včeraj opozoril Matjaž Hanžek, bomo v konjunkturnih časih izvajali čisto iste politike, jemali revnim in dajali bogatim, samo da takrat ne bo izgovor gospodinjska logika, ampak bo izgovor fiskalno pravilo. Ker namen teh politik je ravno to, redistribucija bogastva od revnih proti bogatim. In izgovor za te politike, ki so si ga zmislili ekonomisti, je tako imenovana ekonomika ponudbe, kar pomeni, če bomo vzeli revnim, dali bogatim, bodo bogati in kapital zdaj ti svoje presežne prihodke prelevili v investicije, investicije bodo pa pojutrišnji postale nova delovna mesta in na koncu dneva bomo vsi bogatejši. Ampak spet, posledice ne bi mogle biti dlje od teh pričakovanj. Če pogledamo samo Evropo. Evropa je bila regija, ki je imela po drugi svetovni vojni 2 do 3% brezposelnost. Danes je ta brezposelnost v povprečju 11,5%, v nekaterih državah že 25% in več odstotna. Se pravi, vsak 4. državljan nekaterih držav je brezposelen. 20% ljudi oziroma vsak 5. Evropejec je danes socialno ogrožen. Moja generacija, mlada generacija pa je prva generacija po drugi svetovni vojni, ki bo živela slabše od svojih staršev. Nima ne služb, ne stanovanj in ne kakršnekoli lastnine. Na drugi strani pa 1% najbogatejših, kot je ugotovila letošnja konferenca v Davosu, si lasti že 50% svetovnega bogastva. Kako smo prišli do tega stanja? Spoštovani in spoštovane, ravno s takimi proračuni, kot ga imamo pred sabo. S proračuni, ki jemljejo revnim in dajo bogatim. S proračunom, ki se ravnajo po načelih ne Robin Hooda, kot bi se socialistične ali socialdemokratske politike, ampak neoliberalnega antijunaka Superhika in takih politik seveda v Združenih ne moremo in ne bomo podprli.